Spomladanska energija ne vpliva pozitivno samo na ljudi, ampak tudi na ostale živali. In danes bomo govorili o mačkah, za spremembo tistih na 4 nogah. Prihaja čas spomladanskega mačjega razmnoževanja in dobro je, da smo tudi ljudje na to pripravljeni. Z mano je Melita Vodišek z Društva za pomoč obalnim mačkam in ostalim živalim Mačja preja. Dobro jutro. Dobro jutro. Torej, naj poudarimo, ne gre za obalno zavetišče, gre za društvo, ki je nastalo slabo leto nazaj, Mačja preja. Ja, nastali smo izključno kot prostovoljke. Smo se združili iz ljubezni do mačk in predvsem zaradi tega, ker so potrebne in zapostavljene. Še posebej tle pri nas na obali. Še posebej na obali, ja. Zdaj je čas razmnoževanja, torej kmalu bo veliko mladih muck. Kaj narediti z njimi? Predvsem je vsak lastnik odgovoren in dolžen, da poskrbi, da se mačke ne razmnožujejo. To pomeni sterilizacija. Vkolikor pa že pride do tega, da imamo mladiče, se moramo obnašati odgovorno. Če najdemo recimo zapuščene, je potrebno, če jih ne moremo obdržati, se obrniti na obalno zavetišče. Če tam ne dobimo neke pomoči, pa lahko tudi na številko 112, kjer nas bojo napotili. Ker slišal sem, da obalno zavetišče ne sprejema več mačk. Ja, verjetno so že zapolnili svoje kapacitete. Vi jih sprejemate v Mačji preji? Mi zaenkrat jih ne direktno sprejemamo, želimo si pa sodelovanja z obalnim zavetiščem preko njih. Kaj je tisto najslabše, kar lahko storimo mladim muckam? Torej, kaj ne smemo storiti? Ja, še vedno velja neka miselnost, da mačka je pač mačka, v primerjavi z psom. In potem marsikdo jih ali jih zastrupijo, ali jih pobijejo, vržejo vodo, utapljajo. To je kruto, to je nevredno človeka, no. Vaše društvo, kot smo rekli, deluje približno slabo leto. Kaj ste postorili v tem letu? V tem letu smo našli dom približno 100 mucam. S tem se moramo pohvaliti. Seveda. Imamo jih še približno 70 v svoji oskrbi. Zdaj bo prišel nov val mladičev, ker je pač ta sezona. Trudimo se, da pač hranimo tuje mačke, te zapuščene. Vse mačke steriliziramo. Pa se znajdejo, recimo te zapuščene mačke, se znajdejo v naravi same? Ja, nekatere se znajdejo, ampak zdaj vedno večja kriza je, manj je hrane. Pač je treba poskrbeti za njih, no. In tudi mačke občutijo krizo. To seveda. Vi delujete, kot ste omenili, kot nekakšen posrednik med tistimi, ki imajo mačk preveč in tistimi, ki jih želijo posvojiti. Zakaj posvojiti mačko? Kaj nam vse ta odnos prinaša med mačko in človekom? Ja, mačka je čisto nasprotje od psa, recimo. Mačka je bolj samosvoja, od nje dobiš dosti ljubezni, cartanja. In je primerna in za starejše ljudi, za otroke, za tiste, ki pač lahko posvojijo mlado mucko, lahko starejšo. Lahko posvojimo tudi starejšo muco? Seveda, mladički se štejejo do 1 leta. Pa obstaja kakšna posebnost pri posvajanju starejših živali? Starejše živali so mogoče bolj primerne za tiste, ki so začetniki, otroci, starejši, ker so pač že nekoliko bolj umirjene. Navajene so že na določeno rutino, hranjenje, uporaba mačjega WC-ja. Tako da priporočamo. Kako navaditi mačke na to rutino, recimo, da ne smejo skakati na mizo, ko človek je, kje lahko uporabljajo mačje stranišče in take malenkosti? Ja, mačka že po naravi rada skače, pleza, tako da če tega ne marate, mačka skoraj da ni ljubljenček za vas. Se pa da, seveda, recimo, če ne želite, da skače na mizo, pač plosknete z rokami, uporabite glasa ne in to ponavadi zadošča. WC pa same večinoma ugotovijo, zakaj je. Delamo ljudje pri tem kakšne napake pri navajanju mačk na ta pravila? Verjetno pri uporabi WC, recimo, jim ne odgovarja hrupno mesto, kamor ga postavimo, potem jim ne odgovarja določen tip peska. Pač treba se malo postaviti v mačjo kožo in gledati z tega zornega kota. Kako se lahko postavimo v mačjo kožo? In ko si ljubitelj mačke, ni problema.
Se lahko poistovetiš z njo. Nekateri se ne uspejo postaviti niti v kožo sočloveka, kaj šele v kožo mačke. Kako pa je s cepljenjem mačk in ostalimi veterinarskimi posegi Ja, cepljenje mačke je zelo pomembno. proti steklini? Ne proti steklini, ampak proti kužnim boleznim, notranjim zajedavcem, mačja kuga. Notranji zadavci so lahko zelo nevarni, ne? Ja, to so predvsem gliste, trakulje in ostali paraziti, kar tudi povzroča največjo smrtnost pri mladih mucah. Kaj pa z ostalimi posegi, kot je na primer sterilizacija, ki ste jo že prej omenili? Sterilizacija je nujna, sploh pri prostoživečih, da se tudi bolezni se prenašajo z odnosi med mačkami. Vedno pa moramo delati v povezavi z veterino. Pač nesti k veterinarju na prvi pregled in tam dobimo vse nadaljnje napotke. Recimo, če imamo veliko mačk živi v hišah oziroma v stanovanjih, ne? Kaj pa, če imamo hišo in jo želimo navaditi tudi na okolico, na katero mačka ni navajena, kaj moramo storiti? Glejte, mačke, sploh če se najdejo majhne, to so še dudarčki, rečemo, one niso nikoli živele zunaj. In taka mačka se težje znajde v okolici. Če pa je to neka odrasla mačka, ki jo posvojimo, ki jo najdemo zunaj, pa eventualno ni problema. Kako te male navadimo? Jih moramo iti z njimi ven, jih moramo Prvo se je nekako treba prisiliti? prepričati, da je okolje varno, da ni, ne vem, nevarnosti ceste, nevarnost psov, potem tudi določeni ljudje jih radi zastrupljajo, eni, ker jih ne marajo, eni je to šport, zabava, nažalost. Okay, in če imamo tako okolje, ki je Potem varno? Če je okolje varno, potem lahko tudi ugradimo zaenkrat vrt, lahko ugradimo balkon, zamrežimo, da pridejo do svežega zraka. Dosti se zdaj pojavlja, da jih sprehajajo na vrvici, to je trend v porastu zdaj. Čeprav sem slišal, da je bolj učinkovita škatla. Škatla. Ja, jo damo v škatlo in potem jo vlečemo. Ja, ne, samo ja. Melita, s tem bova tudi zaključila. Hvala, ker ste bili z nami. Želim vam veliko uspeha in veliko sreče. Sem tudi sam velik ljubitelj mačk. Hvala za povabilo in hvala gledalcem za pozornost.